Dobrodošli v mesečnik za junij. Moje ime je Lili Sorom. Stopili smo v 6. mesec leta, ki simbolizira ženstveno energijo, nego, ljubezen do sebe, lepoto. Zato tudi tule sedim, torej drage dame, seveda tudi gospodje, namenite nekaj časa sebi in razvajanju. Karkoli to za vas pomeni. Za nekoga bo to kavica pri frizerju, oblogica za laske. No, še hitro en astrološki namig. Pravijo, da se je priporočljivo lase striči takrat, ko luna raste, torej med vlajem in polno luno, predvsem kadar je luna v znamenju leva. To se bo junija zgodilo na 7. Torej, 7. junija vsi tisti, ki bi radi okrepili svoje lase, se naročite pri frizerju. Ko govorimo o mesecu pred nami, se nam obeta veliko čustvenosti, zato sem v našo družbo povabila Melito Kuhar. Jaz verjamem, da njeno svetovalnica.si že poznate. V sodelovanju s portalom Duhovnost smo pripravili en prav poseben 15% popust, kupon oziroma kodo, kako ga dobite, boste slišali takoj v nadaljevanju. In vam prihaja nova numerološka, cenovno ugodna, krajša analiza, ki vam bo pomagala pravilneje oziroma bolje izbirati ljudi okoli sebe. Ali govorimo o prijateljih, partnerjih, sodelavcih, kaj tisto, kar vi v odnosu potrebujete, na kaj biti pozorni, kako se izogniti nesporazumom. To je ta nova osebna analizica. Mi pa se kar lotimo številk. V mesecu juniju se nam obeta prav posebna energija. Bomo čustveni, bomo emotivni, nam bo malo fedre ven metali, zato pa bom tokrat jaz toliko bolj pri miru. Torej v tem mesečniku ne bom na tračnicah sedela in zganjala vragolij, mi pa jih bomo. Torej, če najprej ponovimo, leto 2019 je sicer karmično leto, veliko smo o tem že govorili, je pa tudi leto našega notranjega otroka in našega otroštva. To pomeni, da tekom celotnega leta bomo predelovali vzorce našega otroštva, bomo predelovali naše lastne čustvene nezrelosti in tako naprej. V mesecu juniju, pa ker simbolizira število 6 materinsko energijo, bomo primarno delali na našem odnosu z mamo. Na našem odnosu do žensk, do ženstvenosti. Torej, drage dame, koliko ženstvenosti si dovolite pokazati? Kolikokrat so vam rekli, da ste šibke, da ste neumne, da ste ne vem kaj še vse, zato ker ste čustvene? In kolikokrat ste to verjeli? To velja seveda tudi za fante, saj vemo, da so bili večinoma vzgajani kot fantki ne jokajo, kaj je zdaj to, bodno dec. Torej, pustimo vse te neke, bom rekla, vzorce, predsodke, grobe besede, če se le da v preteklosti. Danes niste več otrok, danes niste več nemočni. Smo pa vsi seveda danes lahko hudo nezreli. Jaz, vi, kdorkoli. In v mesecu juniju bodo take osebe stopale nekoliko bolj v ospredje. Se pravi, malo bolj bomo senzibilni, ko govorimo o čustvenih vampirjih, katere sem tudi napovedala za letošnje leto. Torej, če v vaši bližini je nekdo izrazito užaljen, zelo čustveno intenziven, je velika verjetnost, da je mogoče preprosto samo pod hudim stresom in da potrebuje našo potrpežljivost in naše tudi razumevanje, mogoče tudi pomoč. Po drugi strani pa dobro vemo, 3 leta star otrok pri blagajni ne potrebuje tiste čokolade, ampak potrebuje okvirje. Torej, v vseh odnosih, katerih del ste, če vas ljudje izkoriščajo, če imate občutek, da vam lažejo, če imate občutek, da ste nespoštovani, vas življenje v mesecu juniju spodbuja, da rečete dovolj. Na moji spletni strani je poseben prispevek, imenovan 6 korakov, kako postaviti mejo, je tudi link spodaj. In za vas sem pripravila še eno presenečenje, in sicer v sodelovanju s portalom Duhovnost. Tale knjiga o čustvenih vampirjih je fantastična. Tole, ki imam jaz v rokah, je sicer v angleščini, na portalu Duhovnost pa lahko slovenski prevod dobite za 15% ceneje do konca junija s kodo LILIJUNIJ. Se pravi, poseben popust so pripravili prav za vas, ki spremljate mene. V tej knjigi pa boste prebrali, kakšni so različni tipi čustvenih vampirjev, kako manipulirajo, kako se ubraniti. In kar je morda še bolj dragoceno, tudi če boste pri sebi prepoznali določene poteze, določene vzorce, določene, bom rekli, tudi hibe, kako si pomagati. Kajti vsi smo še malo nezreli, vsi smo kdaj 3 leta star razvajen smrkoc, če lahko po domače povem, vsi bi mogoče rabili 2 čez rit, zato da bi bili malo bolj disciplinirani. To je pač življenje. Včasih smo zreli, včasih ne. Tukaj smo zato, da se učimo. Še nihče izmed nas ne sedi v tistem rožnatem oblaku, ne špila harfe, vsi se učimo, se pravi, biti razumevajoči do sebe, do drugih, se pa vprašati v situacijah, ko imate občutek, da ste pod hudim pritiskom, kaj bi ljubezen naredila. Tista prava ljubezen, ki včasih reče tudi ne.
Ali mogoče, ko rečete ta drugim, pravzaprav rečete ne sebi, kolikokrat to naredite? Vsi smo kdaj v teh situacijah, vsi si kdaj ne moremo pomagati, v mesecu juniju pa nam bo življenje pomagalo to razumeti. Se pravi, če se zgodi, da prileti iz preteklosti neka oseba, kar je velika verjetnost, kajti v juniju se vračamo v preteklost, vse neke nerazčiščene zadeve znotraj odnosov, pa naj gre za neko simpatijo, za bivšega ljubimca, za mogoče bivše partnerje, tudi prijatelje, tudi sodelavce, tudi sosede v končni fazi, govorimo o času, ko se bodo lahko znova pojavili ali točno te osebe ali pa točno ti vzorci. Torej pripravite se na njih vnaprej, prisluhnite sebi. Ali boli, zakaj boli, kako si lahko pomagate, kako lahko pomagate drugi osebi. Naj vas ne bo sram spregovoriti z nekom, komur zaupate. Vsi smo bili kdaj v situaciji, ko smo ravnali slabše, kot bi nam bilo danes mogoče prav ali pa milo ali pa pasalo priznati. Tudi vi, tudi jaz, vsi, pa moji tudi Dalaj Lama. Torej ne biti prestrogi do sebe, predvsem pa sprejeti tiste svoje ranljivosti, za katere vas je bilo mogoče za katere ste bili obsojeni, ko ste bili majhni. Torej, govorimo o odnosu do naše matere, pejte nazaj v otroštvo, kaj ste imeli občutek, da vam mama očita, česa vas je bilo mogoče strah, katere stvari mogoče danes povezujete, ko govorimo o ženskah z avtoriteto, se jih bojite, jim zamerite, ste jezni na njih, se vam zdijo avšaste in tako naprej. Ogromno je nekih vprašanj, katere verjamem, da boste tudi sami srečevali. Ko pa govorimo o ženstveni energiji, govorimo tudi o lepoti. To pomeni, da velika verjetnost je, da vam bo pasalo doma preurediti stanovanje, dodati malo več barve, malo več nežnosti, malo več mehkobe. Prinesite to energijo tudi na delovno mesto. Tudi tam imate lahko rožico, imate lahko sliko, imate lahko svečko. Glede na vreme letošnjega maja, mogoče bomo sveče prižigali in se greli kar celo poletje namesto sonca. Torej, bodite tisti sonček, ki vam ga mogoče v življenju primanjkuje, sami za sebe, za tiste, ki jih imate radi in za celoten svet. Kajti proti koncu meseca se bo ta energija, ki bo na začetku usmerjena v ljubezen do sebe, v lastno občutenje, doživljanje, preusmerila v svet. Kje postavljate meje, koga pustite blizu, koliko časa pustite blizu, ali mogoče vsi, ki smo nafrišno zaljubljeni ali pa, ki nam je nekdo simpatičen, tudi ko govorimo o nekem novem poznanstvu, tudi prijateljskem poznanstvu, včasih spregledamo stvari, pa si potem za nazaj mislimo, joj, pa kam sem pa gledala, ne? To vam nič ne pomaga. Naučite se prepoznati vzorec, naučite se prepoznati energijo, kajti čustveni vampiri delujejo po zelo ustaljenih vzorcih. Njihove besede njim pomenijo popolnoma nekaj drugega kot nam. Se pravi, definicija ljubezen, odnos, prijateljstvo, iskrenost, predanost, njim pomeni nekaj čisto drugega. Se pravi, ko oni rečejo, jaz to ful resno mislim, ful sem predan, za svoje kriterije, za svoja merila so prepričani, da so. Ta merila mogoče niso enaka vašim. Torej, vseeno malo možgančkov vklopiti, predvsem pa poslušati svoje srce. Kajti, če smo iskreni, ko govorimo o čustvenih vampirjih, nekje v ozadju je skozi nekaj šepetalo, da nekaj ni v redu, če smo iskreni. No, še enkrat povem, v tej knjigi si lahko veliko o tem preberete, vabljeni, da tako naredite. Omenjali smo hrano. Kaj pa bi lahko šli kaj dobrega pojesti? Vsi tisti, ki ste že kdajkoli bili pri meni na delavnici, boste tole za menoj takoj prepoznali. Sem v Favori, tudi tole, kar imam v rokah, zagotovo poznate. Tukaj je hrana resnično izvrstna in resnično je pripravljena z veliko ljubezni. Jaz sem hodam že več kot 20 let in lahko resnično priporočam tako hrano kot postrežbo kot sama jem. Torej, delavnice se odvijajo v zadnjem prostoru. V mesecu juniju govorimo tudi o hrani, tudi o razvajanju, tudi o domačnosti. Veste, tisto, ko se cela familija usede za mizo, pa se pogovorijo, pa eden malo prisluhne drugemu, pa si malo ponudijo ravno za jokanje oziroma smo navdušeni nad stvari, ki se dogajajo drugi osebi. Vzemite si čas v mesecu juniju za svoje drage, za svoje bližnje, včasih paše to doma za domačo mizo, včasih paše pa tudi malo ven, torej če rabite idejo, lete Favora je odlična. In tudi sicer govorimo o energiji povezovanja. Opozoriti vas moram pa še enkrat. V taki posebni numerološki formuli govorimo o številu 9, torej lahko se pojavijo osebe iz preteklosti, situacije iz preteklosti. Ni vedno res, da ko greste župce, ni fajn jesti. Če smo se mi spremenili, če si druga oseba spremenila, če se situacija spremenila, če so se okoliščine spremenile, mogoče ni tako zelo pogreta ta župca.
Torej, vprašajte se, ali je sama zadeva dozorela, se je spremenila, preden se podate v nekaj znova. Vsi tisti, ki pa mogoče ne zmorete ven iz situacije, ne zmorete ven iz toksičnega odnosa, vas moramo opozoriti, da bo ta intenzivnost, ta kislina naravno vse močnejša. Namen tega je, da zberete pogum, zberete moč in resnično odidete. Torej, vsi tisti, ki mogoče rabite nekomu iz preteklosti povedati, kaj ste občutili, kaj ste doživeli, ali mogoče nekomu in tudi iz sedanjosti, izkoristite junij točno za to. In ko boste zaprli una vrata, se veste, kaj spravim, zaklenite, obrnite se v drugo smer in odkorakajte stran. Ne preverjate, zaprte drugo osebo, še tam ne kukati čez in tako naprej, ampak resnično zaključite. Če rabite konec, če rabite zaključek, je mesec junij več kot idealen. Včasih nam to ne gre, včasih pri tem potrebujemo malo pomoči in zato je tokrat z mano prav posebna gostja, ki tudi že več desetletij dela z vami, dela z odnosi, svetuje, pomaga tako pri partnerskih odnosih kot v razvoju otrok. In kar postavimo je nekaj vprašanj pred takoj. Takoj, ko pojemo. Zdaj je z mano Melita Kuhar, diplomirana univerzitetna socialna pedagoginja, diplomirana socialna delavka. Se pravi, v tvojem primeru govoriva tako o akademski izobrazbi in izkušnjah, kot o dolgoletnih izkušnjah z ljudmi. Koliko let si ti s tem že ukvarjaš? Svetovalnico imam sedaj 11 let. Se pravi, nekako spletna stran je zaživela maja 2008, se pravi, zdaj imamo polnih 11 let. In pri svojem delu dejansko se najbolj osredotočam na pomoč oziroma svetovanje, vodenje parom. Bomo korigirali slovnico. Sproti, autokorekt. Se pravi, partnerske odnose, družinska dinamika, vzgoj otrok, pomoč staršem pri razumevanju najstnikov in njihovega razvoja. Kako preživeti ločitev, navsezadnje, kako osebnostno se preobraziti, da bomo lažje oblikovali odnos do sebe in posledično tudi do drugih. Fantastično in točno, da si zdaj le dali, namreč junija govorimo ravno o tem. Odnosi, zdravljenje, ljubezen do sebe, odnos do sebe, kako potem, ko znamo ljubiti sebe, potem tudi nekako drugačen odnos vzpostavimo. Kaj bi ti mogoče, če te lahko kar napadem, ko smo v tvoji lepi svetovalnici, kaj bi svetovala nekomu, ki ve, da je v odnosu, ki po vsej verjetnosti ne vodi več nekam v ljubezen, v rešitev, pa ne zmore ven, ne zmore moči, zaupanja? Seveda, če ne negujemo sproti odnosa in ga ne zalivamo z trudom, z ljubeznijo, z intimnostjo in z zdravo komunikacijo ter spoštovanjem, seveda se zgodi, da se odnos umre. Z takega odnosa moramo iti le, če imamo toliko poguma, da se začenjamo zavedati, kaj pomeni, da začenjamo sebe slišati in kje smo se izgubili v tem odnosu. Kajti vemo že vsi, mislim, da že vrabci čivkajo na strehah, da ne moremo nikogar drugega spremeniti kot le zgolj sami sebe. To v smislu lastnih vzorcev, žigov, prepričanj, naših programov, ne samo kot to, kaj smo pa mi, to smo mi skupaj vsega tega. In ko mi začenjamo s delom na sebi, tedaj običajno ugotovimo, ali imamo sploh še moči, želje in volje še sodelovati v nekem odnosu, ki umira ali je že umrl, ali je mogoče najboljše, da enostavno zberemo pogum in se odločimo, da se poslovimo od tega odnosa, ki mora biti že dokaj toksičen za nas in začnemo delati na sebi, da ne ponavljamo v novih odnosih istih vzorcev. Kajti seveda, če tega ne bomo predelali pri sebi, bomo našli naslednje ogledalo. Je enostavno, kaj ne? Tako je. Ja, ti vem, če si pa to. Po mojem se vsi strinjamo. Tako. Kaj pa nekdo, ki se je odnos zaključi, pa mogoče te izgube, ločitve, te prekinitve ne zmore nekako preboleti naprej, ali pa se mogoče vedno znova, kot so že načeli temu, ti vzorci neke stvari dogajajo, ponavljajo, imajo skozi to vprašanje, zakaj vedno jaz, zakaj zmeri jaz, kje to jaz najdem te ljudi, kaj bi takim svetovala? Tako. Če se odločimo, da gremo iz odnosa oziroma se ločimo, doživimo, bomo rekli, kar emocionalno izgubo, se pravi neko čustveno travmo in z njo moramo nežno ravnati, kar pomeni, da ne rečemo, saj bo, pa ga en mesec žuramo in se vdajamo bohe kakšnim drugim odvisnostim, temveč enostavno rečemo, kaj bomo zdaj iz tega naredili in se naučili. Kar je seveda, ko nas srček boli, je zelo težko, to ni enostavno, vendar. Ko se nekako odločimo, da smo sebi pomembni po tej ločitvi,
nekako pridemo v tako imenovani proces žalovanja, ki se odvija na naši čustveni ravni in ki vodi pravzaprav v to, da mi sebe spoznamo na nek nov, zdrav način, kar seveda vedno priporočam, normalno tudi vodstvo, strokovno vodstvo, ni nujno mene, vendar za to usposobljenih strokovnjakov, ki znajo posameznika po tej hudi traumatični izkušnji na čustveni ravni voditi, da dejansko potem spoznajo sebe in oblikujejo nov, zdrav odnos do sebe. Jaz velikokrat rečem, nič ni slabega v tem, da najdemo na svetu, poiščemo pomoči. Naši prijatelji včasih vse nas imajo radi, ampak mogoče niso najboljši naslov. Vsaka prijateljica pa rekla, joj Boga, ali pa ne vem, kakorkoli že, naši prijatelji nam želijo dobro, mogoče pa ne vejo, kaj je potrebno za naše zdravljenje. Podobno kot ve nek strokovnjak, saj tudi, če mogoče smem malo hecno primerjavo, da tudi k zobozdravniku gremo, ker vemo, da ima potrebno znanje in tukaj je podobno, to so le globoke rane, za katere mogoče ravno samo pogovor s puncami ali s fanti v pijački ni dovolj. Res je, in sem zelo vesela, da se v zadnjem desetletju, kar dejansko se s tem poglobljeno ukvarjam, vidim napredek, vidim ozaveščanje, sem vesela tega, da vedno več parov in posameznikov, pa navsezadnje tudi staršev dejansko poiščejo pomoč. Ni več to tak tabu, se že kar upajo, seveda so neki predsodki, kaj mi tam ena baba nekaj govorila, če me ne pozna, kaj pa ona ve, kaj me ne boli, tako naprej, kar je vse res, ampak zato pa smo strokovnjaki šolani, dobro, jaz sem dala tudi neke osebne podobne izkušnje, mogoče tudi na nek način znam iz nekega svojega osebnih spoznanj črpati nadgradnjo nekih teoretskih, akademskih znanj. Predvsem je zelo pomembno, da smo tukaj ljubeči do sebe, da se znamo s strokovnjakom iskreno pogovoriti. Ja, naše prijateljice so bolj rame za jokanje, da se malo pa tako, one bojo običajno na naši strani, čeprav tudi že dostikrat slišim, prava prijateljica mi tudi pove, hej draga, tudi ti nimaš prav. Tudi to se že dogaja, tako da tukaj tudi so že neki premiki ozaveščanja, kako pomagati prijateljem in prijateljicam v stiski. Ker vemo, vsak kovanec ima obe plati. Seveda. Vsak odnos svoj tango, se pravi, tako. Tako da super, Melita, najlepša hvala. Dragi moji, Melita najdete v Ljubljani, kontakt imate v neposredni bližini, lahko jo kontaktirate, pokličete, ji sledite na Facebooku, ima svojo spletno stran, kot ste slišali, ima obilo izkušenj. Jaz jo poznam že 100 let, tako da lahko iz prve roke povem. In garantiram, da je res super, tako da naj vas ne bo sram poiskati pomoč, tudi mogoče, če ni tako zelo hudo, da se zdi, da ne morete sami. Hvala, draga moja. Hvala tebi, da si se zdaj. Absolutno, hvala za povabilo. Vsi tisti, ki ste že kdaj bili na moji delavnici, boste tole takoj prepoznali. Predvsem pa tole. Zapret vrata za seboj, da bo to lažje narediti junija. Okej. Se opravičujem, da mota. Vsi tisti, ki ste kadarkoli bili na delavnici. Osla mi kaže za kamero.